Dober dan in lep novembrski pozdrav v naši oddaji za zdravje. Prav november imajo mnogi za najbolj depresiven mesec v letu, zato je z depresijo povezan tudi današnji nasvet priznane naturopatinje Erike Brajnik. Erika, pozdravljena. Lep pozdrav. Sem si prav zapomnila 525.000 receptov za antidepresive v Sloveniji vsako leto. Je to možno? Je predpisano. Ja, absolutno je možno, zato ker ni toliko depresivnih ljudi, po pravici povedano, ker bi bilo malo zastrašujoči podatek. So ljudje, ki so utrujeni, so ljudje, ki so izgoreli, so ljudje, ki so anksiozni, so ženske, ki so prišle v menopavzo in imajo težave, in vse to se predpiše antidepresiv. Za nekaj časa, par mesecev je bolje in pol pa spet nič. S tem, da v bistvu z takim načinom uravnavanja hormonov peljemo človeka do kroničnosti. O tem priča ogromno znanstvenih raziskav. Kadar mi imamo en določen hormonski disbalans, takrat dejansko se počutimo lahko bolj utrujeni, lahko imamo izgorelost, hormonski disbalans pride več ali manj v menopavzi. 80% žensk v Sloveniji, ki pride v menopavzo, prej ali slej dobi antidepresiv. Pa ne zato, da bi bile depresivne, ampak za urediti hormonsko ravnovesje, za spodbuditi na ledvično. Ko ne naspijo, so živčne seveda, imajo te oblive, se nas poznajo več, so nervozne, so živčne in tako naprej in tako naprej. In takrat to pomaga za te umiriti navidezno zelo malo, ampak terja dosti. Vedno bolj te pelje v eno kroničnost. Da niti do tega ne pride, da dejansko zdravil ne jemljemo, je zelo smiselno krepiti telo, tako da uživamo veliko beljakovin. Jajc, 3 jajca, 4 jajca na dan brez nobenih problemov. Ni jajce, ki bo dvignilo holesterol, niti za pikico ne. Problem je ogljikovi hidrati, sladkorji, ki so povsod. Koliko mi imamo med najstniki, je zastrašujoče, koliko je izgorelosti, koliko je depre. To so srednješolci, ker dejansko so brez volje, so lahko tudi polni celulita, predebeli, ker ne jejo nič cel dan. Zjutraj vstanejo, zjutraj ne moreš jesti, je sila za iti v šolo. Prideš v šolo, kadar je prva malica, pojejo en sendvič, kadar je druga malica, lahko, če imajo v šolah v Sloveniji kuhajo dobro, tako da tam pojejo nekaj pametnega, če imajo proste roke, grejo na pico ali pa burek, ne. Pa zraven Coca-Colo? Evo, zraven Coca-Colo. Popoldan nič ali pa nekaj na hitro spet sendvič in pride domov zvečer, je mama nakuha, pri nas jemo nekaj na hitro. Je kaj pa? Sendvič ali pa pašto s tuno, recimo, ne, nekaj na hitro. Testenine. To je seveda cel dan samo en velik ogljikov hidrat. Morali bi jesti enolončnico, zelenjavo zvečer, mogla bi jesti meso, ribe, 3 jajca, ko pravim, na dan. Veliko stročnice tiste, ki urejajo hormone, absolutno. Tako da, eno je depresija, drugo je, ko jemljemo mi antidepresive za urediti te hormone, da se na prav način, da nismo odvisni zdravil in sicer za hrano, zato da to odpravimo. Ženska, ki bo se pravilno hranila, kadar telo daje prve znake, da prihaja v menopavzo, torej kadar začne zaostajati menstruacija, takrat je zelo smiselno aktivirati ta jetrni jedilnik, da dejansko pomagamo spremljati telo v novo hormonsko stanje in pol seveda, če bomo se pravilno jedli, bojo hormoni bo naše telo se prilagodilo na to novo hormonsko stanje in ne bomo imeli težav z nobeno osteoporozo, z nobenimi kostmi. Mislim, ker če mi jemljemo dejansko hormone, te pripelje v kroničnost in znanstvene dokaze so, da se kosti hitreje obnavljajo in ne obnavljajo, absolutno ne gre tako. Tako da hrana mora postati naše zdravilo, torej glede najstnikov in glede tudi starejših, v menopavzi in starostnikov.
Zelo so podatki visoki, recimo izgorelost. Izgorelost enačimo z to depresijo, to pa še skupaj eno z drugim. Kdo izgori? Izgori od sebe med 30 in 50 letom starosti, ki delajo službe, zato ker je ta kapitalizem nehuman. Zato ker ne gledaš osebo, ampak gledaš denar. In to ljudje, ker imajo 50-55 let, morajo delati po 10-12 ur na dan, v okoljih, kjer je polno stresa, polno pritisku. Erika, depresija in november, je to kaj povezano? Ja, absolutno. Tako je. Depresija je... Novembra je zelo močno. Mislim, te jesenski meseci so zelo naporni za osebo, ki je izgorela, ki je depresivna, ki je brez energije. Zakaj? Zato, ker dejansko je kratek dan, zato, ker je vse tako temačno in oseba dejansko občuti večjo stisko. Tako da, kadar se krepimo, kadar z sodelovanjem z zdravnikom, kadar odstavljamo te antidepresive, nikdar ne naredimo tega v jesenskem času, ampak vedno se začne to z januarjem, zato ker se dan začne daljšati in to je pol, energije so čisto drugačne. Jedilnika se pa držimo absolutno skozi in vedno. V tej knjigi dobiste, recimo v vseh mojih knjigah ta in še naturopatski nasvet in recept imamo noter prav jedilnik, tle govorimo o jetrnem jedilniku. To je jedilnik, ker ti dejansko pomaga, da telo ponovno zažene energijo po telesu in da dejansko prvo stvar, kar oseba začuti po enem tednu jedilnika, reče, imam več energije, bolje spim, se manj potim. To so potim po noči, nekontrolirano seveda, ne po športni aktivnosti. To je prva stvar, kar oseba začuti. Zdaj, da mi spremljamo na tako stanje, potrebujemo recimo eno čiščenje telesa, ki traja 2 meseca. Torej, ta hrana, ki je vedno ena in ista navodila, je kot post, samo da je post s hrano, nisi lačen in dejansko daješ telesu vedno ena in ista navodila 2 meseca, zato da aktiviraš hormonsko, uravnaš hormonsko stanje. In to ti pol zagotovi, da ti okrepiš te žleze, ki proizvajajo hormone in da se laže prilagodijo na novo stanje. Recimo ljudje mi rečejo, laže obvladujem stres. Enostavno, saj se mi zdijo živčni okoli mene, meni je v redu, boljše spim. Torej, to je zelo pomembno za osebo, da spi, da odvaja toksine po noči, da se ga ne strah, stres, jeza dotakneta. Dejansko, tako si mi izboljšamo kvaliteto življenja in pol seveda si podaljšamo življenje. To je bistvo. Erika, imaš tudi delavnice prav na to temo oziroma na temo razstrupljanja? Imam delavnice na temo razstrupljanja s hrano oziroma kako s hrano krepimo določene organe, kvaliteto hrane in kako si lahko sami sestavljamo jedilnike. Termini pa so najbrž na tvoji spletni strani. Točno tako. Hvala lepa in se vidimo. Hvala lepa vam.